Sam sem že večkrat pojasnil, da je slovenska ustava napisana moderno, da spada v kontekst teh modernih ustav. In v času sojenja na Ustavnem sodišču nisem dejansko niti enkrat prišel v situacijo, kjer ustave, sploh v delu, ki ureja temeljne svoboščine in človekove pravice, ne bi mogli skladno z mednarodnimi obveznostmi razlagati v bistvu lojalno, dovolj prilagodljivo. Naša ustava je napisana do te mere abstraktno, da nam to omogoča, da lahko to gibkost, ki nam jo omogoča, uporabimo. In mislim, da gredo v resnici vsa priznanja skupini, ki je ustavo takrat pripravila. In Ustavno sodišče s tem ne vidi v resnici nobene težave. Mislim, da sem samo v primeru ali dveh naletel na to, da je bilo treba za nekaj več širše interpretacije razlagati ustavo, da je postala skladna z mednarodnimi obveznostmi. In značilnosti dobrih ustav so tudi te, da ta gibkost omogoča interpretacije in je pa seveda, trčimo lahko ob nek drug problem, da so te interpretacije lahko tako široke ali pa gredo v smer, ki pa je ustava vseeno nekako omejuje in bi šli recimo preko meja. Do določene mere lahko ta proces vidimo tudi izven Slovenije, torej ko govorimo o tistih dogodkih preteklega leta, 2, 3, kjer se poskuša z interpretacijo domačih pravil odmakniti od pravnega reda Evropske unije, pa naletimo na neko sporočilo o neki dezintegraciji obdobja, ki ga živimo. Sam bi si zelo, zelo prizadeval, da se to obdobje preneha, da ni več v ospredju dezintegracija in da Evropa tudi kot zelo barvit kontinent in ga takšnega praktično ni na svetu, da toliko različnih držav, toliko različnih narodov z različno zgodovino živi v enem prostoru, potrebuje določeno stopnjo integracije in ne dezintegracije. Tako da ta proces lahko vidimo ali znotraj države ali širše. Mislim, da je naloga tudi sodne veje oblasti, predvsem pa ustavnih sodišč, da v tem procesu pelje pot, ki smo jo poznali do sedaj, torej integracijsko pot. 30 let po uveljavitvi ustave lahko rečem, da je ustava dokazala, da je dobra ustava, da je prestala test časa, da je napisana na način, ki omogoča tudi danes v nekoliko drugačnih razmerah, da se lahko tvorno razlaga in uporablja. Hkrati pa je seveda čas pokazal, da je vedno znova treba ustavo ustrezno razumeti, uporabljati in negovati. V tem pogledu je tudi to krizno obdobje zdaj COVID-19, pa tudi kakšno prej, pokazalo, da ni toliko problem v tem, kako je ustava zapisana. Ustava, kot rečeno, je dobra. Ampak je problem v tem, da se zavedamo njenega sporočila. Zato tudi v takih primerih ni rešitev, kot ste prej omenili, da bi morda uvajali nove pravice v ustavo. Črka na papirju sama zase ni dovolj. Potrebno se je zavedati tega, kaj je ustava sporoča. In ta sporočila, recimo načela pravne države, delitve oblasti, tudi neodvisnosti sodstva, ki je neločljiv element vsega tega, so pomembna sporočila morda še najbolj ravno v času krize. Marsikatero tako sporočilo je napisano ravno za tiste trenutke, ko gre nekaj narobe ali pa ko nekaj ne teče povsem gladko. In v teh trenutkih se je treba zavedati tega sporočila in ga je treba tudi ustrezno udejanjati. To je po mojem glavno poslanstvo, glavna zaveza, glavni apel ustave na vse nas, naslovnike njenih določb.